Vsako leto tam nekje februarja okoli zimskih počitnic me pokličejo znanci, ki imajo otroke v zaključnem letniku srednjih šol. To je čas pravih družinskih travm pred odločitvijo, kako naj se bodoči študent ali študentka odloči in izbere tiste razvrstitve od 1 do 3 za tiste 3 želje, ki so na voljo za vpis na slovenske univerze oziroma visoke šole. Študij v Sloveniji je res da brezplačen, kaj ti to pomaga, če nisi izbran na tisti študij, ki si ga želiš. In to samo zaradi manjkajoče točke ali pa mogoče pol točke na maturi. Tvoja prihodnost je potem za vekomaj zapečatena. Povsem na mestu je zato vprašanje, ali so sploh verodostojni ti rezultati mature. Poglejmo si naslednji primer, sicer res da je hipotetičen, a je povsem možen. Jan in Kaja sta si kot prvo željo za študij za leto 18-19 izbrala biotehnologijo. Oba sta imela uspeh v 3. in 4. letniku prav dober. Pri maturi pa sta dosegla naslednje rezultate, ki se kažejo na tej tabeli. Vidimo, da je končni izračun pri Janu dal 23 točk na maturi, Kaji 22 točk. Če pa pogledate njun izkupiček odstotkovni, vidite, da je Kaja odstotkovno bila boljša od Jana. Po formuli za izračun končnega števila točk na maturi se teh 23 in 22 točk pretvori v 90 in 87,5. Ker se točke mature upoštevajo v 60 odstotkih, preostalih 40 odstotkov enakomerno odpade na uspeha v 3. in 4. letniku, se njun končni zbir točk tako pokaže, da je 86 za Jana in 84,5 za Kajo. Ampak na študiju biotehnologije v letu 18-19 je bila omejitev vpisa, minimalno število še sprejetih, za še sprejete pa je bilo točno 86 točk. Tako je bil Jan sprejet na študij, Kaja pa na študij biotehnologije ni bila sprejeta. Čeprav sta oba zaključila 3. in 4. letnik z enakim uspehom, na maturi pa je bil Kajin odstotkovni rezultat celo boljši kot Janov. Kje je pravzaprav tukaj problem? Eden osnovnih pojmov matematikov je pojem preslikave. Matematiki pravimo, da je preslikava iz ene množice v drugo množico predpis, ki vsakemu elementu iz prve množice določi nek element iz druge množice. S preslikavami imamo, ne da bi se tega zavedali, pravzaprav opravka v vsakdanjem življenju, ko na primer želimo veliko količino podatkov spraviti v zmanjšano, skrčeno obliko. Preprost primer tega je stenska ura. Ta meri čas znotraj 24-urnega dneva samo z 12 številčnimi pozicijami. Tako da pozicija 1 pomeni hkrati uro 1 in 13, pozicija 2 uro 2 in 14 in tako naprej. V matematičnem jeziku bi lahko rekli, da smo množico števil od 1 do 24 preslikali v množico števil od 1 do 12. In sicer tako, da se 1 in 13 preslikata v 1, 2 in 14 se preslikata v 2 in tako naprej. Ta preslikava verodostojno služi svojemu namenu. Razlikovanje med dnevom in nočjo oziroma dopoldnevom in popoldnevom prepušča našim očem. Ko pogledamo na uro in vidimo na primer, da kaže 4, potem pogledamo še skozi okno, pa točno vemo, ali je ura 4 zjutraj ali pa 4 popoldan. Zelo težko pa govorimo o verodostojnosti preslikav, ki si jih vsako leto izmišljajo na RIC-u. Najprej namreč uporabijo zožitveno preslikavo in odstotkovni interval od 1 do 100, pri vsakem predmetu posebej preslikajo v množico števil od 1 do 5 oziroma od 1 do 8, če gre za predmet na višji ravni. Potem pa v drugem koraku uporabijo še razširitveno preslikavo in doseženo število točk na maturi iz intervala od 1 do 34 preslikajo nazaj na interval od 1 do 100. Vsaka od teh dveh preslikav posebej ima elemente neverodostojnosti. Prva zato, ker seveda različnim odstotkom priredi isto število, druga pa zato, ker ne ohranja razmerij med točkami. Zato se tudi lahko zgodi, da ena sama odstotna točka pomeni razliko 1 v končni oceni na maturi in obratno, 5 odstotnih točk prav nobene razlike v oceni. In prav to se je zgodilo Janu in Kaji. Zakaj na RIC-u uporabljajo tako neverodostojni preslikavi, je za preprosto pamet nerazumljivo. To je hujše kot Sizifovo delo. Sizifu se je skala vsakič vrnila na isto mesto. RIC pa se po obeh upravljenih preslikavah sicer vrne na interval od 1 do 100, ampak v zelo popačeni obliki. Naša država se zelo rada zgleduje po tako imenovanem razvitem svetu. In če skoraj vsako neumnost kopiramo po Ameriki, zakaj se potem še pri vstopnih pogojih za univerze ne zgledujemo po njej
in uporabimo nekaj podobnega njihovemu SAT-ju, testu za vpis na univerze. Tam rezultati zelo verodostojno odražajo kandidatov učinek na dan, ko je opravljal test. In do teh nepravičnosti, ki sem jih omenil, ne more priti. Če že ne zmoremo širšega pogleda na kandidatovo osebnost, ampak hočemo na vsak način vse spraviti v točke, potem naj bodo te točke vsaj verodostojni odraz kandidatovega znanja.